Drage gledalke, cenjeni gledalci, nadaljujemo serijo kratkih oddaj v pripravi na papežev obisk Libanona. V zadnji oddaji sem zelo na kratko orisal maronitsko skupnost v Libanonu, ki je najpomembnejša med krščanskimi skupnosti tam. Danes, oziroma zdaj, je pa naša tema naslednja verska skupnost po številčni moči med krščanskimi cerkvami v Libanonu, to je grško-pravoslavna cerkev. Kot sem omenil že v uvodni oddaji, je bil Libanon zaradi svoje geografskih danosti precej primerna dežela, da so se v njej različne krščanske skupnosti ohranile bolje kot drugod v arabskem svetu, kjer so danes v bolj ali manj neznatni manjšini. Še najbolje jim vse številčno gre v Siriji, Egiptu in Jordaniji, kjer predstavljajo nekako do 10% prebivalstva. V Libanonu pa je kristjanov po cenitvah približno 2/5 oziroma 40%. Med temi 40% so daleč najštevilčnejši maroniti, ki jih je nekako dobra petina ali več kot polovica vseh libanonskih kristjanov. Po številčnosti pa jim sledijo pravoslavci, ki jih je nekako petina vseh libanonskih kristjanov oziroma 8% libanonskega prebivalstva. Po razdelitvi sedežev v parlamentu, ki je strogo vezana na pripadnost verski skupnosti, imajo kristjani polovico vseh sedežev, to je 64 od 128, od teh je 34 maronitov, 14 pa je grških pravoslavcev. Grško-pravoslavne cerkve seveda verjetno ni treba posebej predstavljati. Mogoče pa je manj znano, da tradicija te cerkve, ki je seveda najtesneje povezana z zgodovinsko tvorbo vzhodno-rimsko cesarstvo oziroma bizantinsko cesarstvo, živi v več različnih patriarhatih. Torej ne gre samo za to, da bi bila pravoslavna cerkev razdeljena na različne nacionalne cerkve, kot so ob grški še ruska, romunska, madžarska, gruzijska in druge, bolgarska recimo, srbska, ampak je tudi tradicija grške cerkve, ki je išla iz bizantinske, ubirala precej svoja pota. Kajti ob patriarhatu v Carigradu ali Konstantinoplu, kjer še danes stoluje tako imenovani ekumenski patriarh, ki mu vsi pravoslavni verniki priznavajo nekakšno prvenstvo, so se zgodovinsko izoblikovali še drugi patriarhati. Predvsem patriarhata v Antiohiji in Aleksandriji, nekoliko manjši pomen pa je imel jeruzalemski patriarhat. In grški pravoslavci, ki živijo v Libanonu, so kulturno dediči bogatega izročila antiohijskega patriarhata. Antiohijski patriarhat ima seveda v zgodovini krščanskih cerkva posebno mesto, saj naj bi po izročilu bil prvi antiohijski škof kar sam apostol Peter, preden je odšel v Evropo in v Rim. Zato se za naslov antiohijskega patriarha pulijo predstavniki različnih krščanskih cerkva. Eden med njimi je tudi grško-pravoslavni patriarh, ki mu svojo vdanost izražajo grški pravoslavci v Libanonu, kot rečeno. Seveda danes sedež antiohijskega patriarha ni v Antiohiji. Antiohija je danes
mesto Hatay ali Antakija v Turčiji in v njej živi še izredno malo kristjanov, kot tudi sicer krščanskim skupnostim v Turčiji gre zelo za nohte. Večina cerkvenih dostojanstvenikov, ki se kitijo z naslovom antiohijskega patriarha, ima danes sedež v Siriji, ponavadi v Damasku. Tako je tudi z grško-pravoslavnim antiohijskim patriarhom. Po tradiciji si vsak grško-pravoslavni antiohijski patriarh ob izvolitvi doda ime Ignacij, v spomin na še enega izredno pomembnega škofa antiohijske cerkve, Ignacija iz Antiohije, ki je živel na prelomu iz 1. v 2. stoletje po Kristusu in je znan ne samo kot avtor pisem različnim maloazijskim cerkvam in cerkvi v Rimu, ampak tudi kot tisti, ki je že kot starec prelil svojo kri za Kristusa in umrl pred zvermi v areni. Znan je tudi potem, da je svoje prijatelje izrecno prosil, naj ga ne poskušajo rešiti mučeniške smrti, saj je hotel biti tudi v njej podoben svojemu Gospodu in odrešeniku Kristusu. Antiohijski patriarhat in z njim pravzaprav tudi libanonski kristjani, ki pripadajo temu duhovnemu izročilu, so delili usodo aleksandrijskega in jeruzalemskega patriarhata in prišli ob koncu prve polovice 7. stoletja pod Arabce, v 16. stoletju pa pod Turke, kar pomeni, da so skoraj 1300 let živeli pod muslimansko nadoblastjo. Kot že rečeno, pa so geografske danosti libanonske dežele omogočali, da so se ohranili bolje kot njihovi krščanski kolegi v drugih arabskih deželah. Danes največ grških pravoslavcev v Libanonu živi na severu dežele, okrog mest Batrun in Koura, nato v mestu Zahle in tudi v Bejrutu, libanonski prestolnici. So ravno tako kot njihovi številčnejši krščanski bratje Maroniti dobri trgovci, finančniki in slovijo po svoji podjetnosti. V lasti imajo recimo tudi nekaj pomembnih medijskih podjetij v Libanonu, kar je seveda izrednega pomena za krščanske skupnosti v Libanonu. Njihova liturgija oziroma njihovo bogoslužje je enako kot pri ostalih pravoslavnih vernikih, kar pomeni, da liturgijo obhajajo po skladu z predpisi liturgije svetega Janeza Zlatoustega ali svetega Bazilija Velikega. Zgodovinsko je bil bogoslužni jezik grških pravoslavcev v Libanonu grščina. Toda tako kot Maroniti so tudi oni pozneje kot svoj liturgični jezik prevzeli arabščino kot govorni jezik velike večine libanonskega prebivalstva. Ne glede na to je treba povedati še tisto, na kar nisem opozoril ne pri predstavitvi Libanona, ne pri predstavitvi Maronitov. Med kristjani obstajata v odnosu do arabske komponente njihove identitete v Libanonu dve med seboj precej različni struji.
Večina kristjanov se je vsaj nekdaj štela za potomce slovitega staroveškega ljudstva Feničanov, ki zdaj so bili znani samo kot odlični pomorci in trgovci, ampak tudi kot izumitelji naše današnje črkovne pisave, in so menili, da so Arabci samo po jeziku. Niso se pa čutili povezanih z ostalimi Arabci v okolici. Poudarjali so torej, da so kot Arabci nekaj posebnega. Tej prevladujoči struji pa se je predvsem od 50 let naprej uprla mlajša krščanska generacija, ki je bila navdušena nad programom združenja vseh Arabcev, ki ga je zlasti propagiral veliki arabski in egiptovski junak Gamal Abdel Nasser, ki je bil na čelu egiptovske revolucije leta 1952. Prav ta revolucija se je na neki način sesula in skrušila s padcem režima Hosnija Mubaraka lansko leto. Pod vplivom Nasserja so tudi mlajši kristjani, pa tudi tisti starejši voditelji, ki so že prej bolj škilili proti Siriji in drugim arabskim sosedam kot proti Franciji in Združenim državam Amerike, kot glavnina krščanske skupnosti, začeli bolj poudarjati svojo arabsko identiteto. In tudi ta razlika je bila eden od vzrokov za to, da je libanonska državljanska vojna v svoji drugi fazi postala tudi državljanska vojna in vojna znotraj občestva med kristjani samimi. Kar se ni dotaknilo samo maronitov, ki so bili seveda kot vodilna verska skupnost v državi najbolj prizadeti, ampak tudi grških pravoslavcev kot zelo pomembne verske skupnosti. Tudi danes imajo kar precej predstavnikov tako v zakonodajni kot izvršilni veji oblasti. Ponavadi je grški pravoslavec namestnik predsednika libanonskega parlamenta, pa tudi namestnik ministrskega predsednika. In tako je tudi v tem trenutku. Grško pravoslavni verniki iz Libanona pa se seveda v večji ali manjši meri čutijo tudi za ude velike skupnosti pravoslavnih vernikov, ki so raztreseni po vsem svetu, saj jih, kot rečeno, z njimi druži verski nauk, pa tudi bogoslužje in nekatere druge navade in kulturni tokovi, ki jim je svoj pečat navsezadnje vtisnila tudi že 1500-letna zgodovina grških skupnosti, grških pravoslavnih skupnosti na območju Libanona. In prav je, da smo pred papeževim obiskom nekaj minut posvetili tudi njim. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam v naslednje oddaje, ko pa bomo predstavili zelo na kratko seveda naslednjo versko skupnost, in sicer Melkite.